Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o izgubljeni ženski moči. Pač moram deliti to z vami, ker zadnja dva svetovanja, ki sem jih imela, zadnji dve svetovanji, ki sem jih imela, je povezano nekaj z globalnim čiščenjem. Jaz verjamem v to, da kar se nam dogaja na mikroravni, se dogaja tudi na makroravni. Se pravi, če jaz nekaj čistam pri sebi, kaj je tako bolečega, se ta ista zadeva čisti na širši ravni in se v bistvu delček zataknjene energije pač sprosti tudi na drugih ravneh. No, da vam povem, kaj se zdajle čisti. Izgubljena ženska moč. Pa vem, da sem o tem že govorila, ampak bom še govorila, zato ker čutim, da je zdaj prišel čas, da dejansko vsak od nas, tudi za moške velja, potegne nazaj vso svojo izgubljeno moč. In zdaj, če gledamo, kdaj mi izgubljamo moč. Moč izgubljamo vsakič, ko se želimo na vsak način prilagoditi, da pašemo v neko okolje. Jaz obožujem sestavljanke in v glavnem, če sestavljate sestavljanko, to je tako kot en košček, ki nikamor ne paše ali pa skoraj paše, vzameš škarje pa ga malo obrežeš, a ne? In je to izgubljena energija, pa ga stlačiš noter, kar skoraj paše. Ne, skoraj še nikdar ni zajca ujel, se pravi, ne paše noter. In zdaj to, če bi bili mi ljudje puzle, bi bilo to bolj enostavno, ampak so pa odnosi. In skoraj pašeš v nek odnos, skoraj. Ampak se moraš tukaj odškrtati, tukaj odškrtati, tam zapreti usta in vsakič se odškrtne del tvoje energije. In zdaj je čas, da to energijo pobereš nazaj, da postaneš celostna, da se sestaviš, da rečeš, zdaj pa tako, jaz to občutim vsem, da je to tako in to je tvoja resnica. To ne pomeni, da si te malo sfuzlal, da si prebrala, ko imajo duše žure in zdaj drugače razmišljaš. Ne, to si ti avtentična, s tvojimi čustvi. In seveda, lejte, ko začnemo delati na sebi, ljudje, s katerimi smo v odnosih, zdaj je to partnerske, je to služba, je to družina, so nas bili navajeni na star način. Se pravi, ta star način je bil povezan s tem, da smo verjetno ponavadi bili tiho, ponavadi potrpeli, kar je zelo slovensko, stisnili ustnice, kaj ti pa je? Noč. A ne? Ne. Zdaj pa konc tega požiranja čustev. Kaj ti pa je? In govoriš o tem, jaz to občutim. V tej situaciji jaz to občutim. In seveda nekdo, ki te je navajen na star način, ko si zaprla usta, ko si potrpela, ko si stisnila zobe, ne bo ploskal v vaših spremembah, ker kaj pa zdaj ti čutiš kar naenkrat? Pač halo, nehaj čutiti, ti pa tvoja čustva. In če to poslušate v svoji okolici, je to prvi znak, da ste na pravi poti, bravo, kar tako naprej. Ker takrat, ko ljudje začnejo govoriti, ti pa tvoja čustva, pomeni, da končno ti čutiš svoja čustva in da končno lahko govoriš iz svoje resnice in se postaviš zase v novi moči. Zakaj? Ker si začela klicati nazaj vso svojo izgubljeno moč. Enostavno, ko pokličeš nazaj vso svojo izgubljeno moč v vseh smerih časa in prostora, takrat se zgodi tvoj notranji preporod. In zdajle, ne vas povabim, v živo bom zdaj tudi organizirala notranji preporod, se pravi to, kar delam prek interneta, video tečaje, tudi v živo v Strunjanu. In prvi vikend je že naslednji vikend, pa potem en vikend v novembru, en vikend v decembru. V glavnem računam tako vikend delavnice delati začetno stopnjo, notranji preporod za vse tiste, ki še niste dali nobenega tečaja skozi iz teh mojih programov, oziroma za tiste, ki ste že dali mojo šolo skozi, pa tečaje, pa tako naprej. Pa druga stopnja, notranji preporod, kjer vas bom seveda učila, delale bomo tudi meditacije, sigurno to za klicanje nazaj svoje moči.
Pa ni, da se postavimo na nek rob, pa kličemo. A vam povem, kako izgleda, kličemo. Ko je bila moja ta mala hčerka še čist mečkana, smo bili v zdravstvenem domu. In ker ni vedela, kako se pokliče dvigalo, mi pridemo do dvigala, pa rečem, Anja, poklič dvigalo. In ona stoji pred temi vrati od dvigala in kriči, dvigalo! Ni vedela, da mora pritisniti na tipko, ona je klicala fizično dvigalo. Ne rabite spuščati dimnih signalov, ko kličete nazaj svojo izgubljeno moč, ampak je to, treba je pritisniti tipko. No in to vas naučim, kako pritisneš tipko, da pokličeš svojo izgubljeno moč nazaj, ni da nekje kričiš, izgubljeno moč, pridi nazaj. Se pravi, energije so zanimive. Zdaj vam pa povem, kje največ ženske energije odide. Največ. In tam se tudi nekako danes v tem svetovanju, to še nisem videla nikjer, nikdar, da bi se zgodila taka krivda zadaj, taka krivda prepojena s krvjo, ki se je strdila na dnu korenske čakre in prav zabetonirala premike naprej. To še nisem videla. In te energije so povezane z občutkom krivde. Kakršnakoli krivda v vašem življenju povzroča, da obstičite. Zdaj same napišite, kaj je sramotnega v vašem življenju. Kaj ste takega naredili v življenju, da menite, da je po vaših merilih potrebno obsojati in je sramotno in Bog ne daj, da ljudje zvejo. Same veste. In tam noter, vam povem, v krivdi in v sramu, to so te ključno, najbolj nizko vibrajoča čustva, tam noter se zatakne toliko energije in odide toliko naše življenjske energije, da potem ne zmoremo narediti korakov naprej. Zato pač pokličeš nazaj svojo izgubljeno moč, greš počistiti, se pravi korensko čakro, spolno čakro, kolčne kosti, okostenele vzorce, družine. In zdaj mogoče, če prvič poslušate, si rečete, kako Minka to dela? Naj vam povem, da ta dar, da vidim energije, se mi je vključil približno 10 let nazaj. Zakaj govorim o ključu? Ker verjamem, da je spal v meni, ampak je bilo toliko plasti zamere, sovraštva, grenkobe čez naložene, da nisem zmogla priti do teh darov. Verjamem, da je to, moja duša ima te darove. In ko sem, prva stopnička je bila odpuščanje. In ko sem odpustila za to življenje ljudem, ki so mi naredili krivico, se mi je začel odpirati ta vid, ta dar, da pač vidim energije, zaznam energije, da vidim pretekla življenja, tako kot bi videla delčke filma, da vidim pač majčkeno širši okvir tega, kar je naša fizična resničnost. Se pravi, imam dar, da berem fizično telo, je ta prva plast našega telesa, potem je aura, potem imamo čustveno telo, potem imamo duhovno telo, v glavnem vsa ta telesa imajo različne zapise. In pač berem iz teh zapisov okrog našega telesa, berem zataknjeno energijo. Tam, kjer se je zataknila energija, da lahko gremo tja, da to počistimo, da se odhakla, da poletiš. Zdaj, če si predstavljate, da ste tako kot neka ptica, ki ima zvezana krila. Vi veste, da znate leteti. Vi veste, ampak ne morete razširiti krila, ker imate zvezana krila. In to, kar je moj dar, je sigurno to, da znam iti v zapis preteklega življenja, kdaj so vam zvezali krila. Ali je zadaj kakšna dušna zaobljuba, da nikdar več ne boste leteli, da nikdar več ne boste to, kar vi ste in tako naprej. Tako da, osvoboditev ženske
energije, vam povem, da je to ključna točka pri novi dobi. Osvoboditev svete ženske energije je povezana s tem, da res prehajamo zdaj v novo dobo, kjer bo vladalo več razumevanja, sočutja, ljubezni, se pravi, to je ženska energija. Ampak dokler imamo mi ženske na svojem energijskem polju toliko blokad, smo tako zvezane, če ti sebe ne osvobodiš, kako misliš, da se bomo mi kot kolektiv osvobodili? Se ne moramo. Vsaka dušica, ki naredi delček osvobojenja, je tako, kot da bi pokale neke ključavnice, rezali neke okove okrog nas in se na kolektivni ravni osvobajamo. To, če gledamo naša slovenska ženska, ki je trpeča mati, ali je trpeča mati, in to pomeni, da je ona tista, ki trpi. In je tudi v odnosu se obnaša kot mati in skrbi za svojega otroka, ki je pogosto tudi otrok, mož eden od njenih otrok, in ona je tista, ki je trpeča mati, ki trpi, ker ima njen partner tak odnos do nje. Tako kot je trpela njena mama. In to so vzorci, ki jih je potrebno počistiti. Druga stvar je pa lahko, da imate projekt, kako boste vi vašega moškega rešile. Jaz sem rešiteljica, jaz sem Ivana Orlanska, jaz sem tista, ki bom vzela zastor in bom šla naprej in bom rešila. Ne gre. Vi, če rešujete vašega moškega, in a veste, da sem imela jaz ta podzavestni program, potrebo imam po tem, da rešujem nemočne moške. Pač bolj kot je bil, daj sami dajte bolj kot je bil, a rečem lepo, sesut, bolj je bil privlačen za mene, ker jaz bom rešila tega ubogega moškega. In potem obstaja tretja vrsta žensk so pa mehne punčke, ki bi bile one rade rešene, ki bojo najdle moškega, ki jih bo on rešil, ker one so tako nemočne in pa se tako govorijo s takim glaskom, da ti gre kar na bruhanje. Pač halo? Da se ni čudnega, da potem rečejo, pač samo še kokodakat bi mogla začeti. Ženska v svoji moči ne pomeni, da je v agresiji, ne pomeni, da je žrtev, ne pomeni, da je mehna punčka, niti ne pomeni, da je v materinski energiji. Ne govorim za otroke, ampak ne za partnerja. Ženska v svoji moči zna izražati svoja čustva, zna povedati, kaj ji je všeč, kaj ji ni všeč, ampak ne iz žrtve. Če imam jaz program, po moji mami moram biti žrtev, bom vedno najdla situacijo, da na koncu bom jaz žrtev. Ali pa moram biti ujetnica določene službe, odnosa, moje mame in tako naprej, ali pa očeta. Moram biti ujetnica. Zakaj imate te programe? In preverite jih z mišičnim testom. Zato, ker iz enega drugega življenja predelujete energijo ujetništva. In zadnje čase vidim pri strankah, da je kar precej tega, zdaj se tudi čisti energija Turkov. Bi človek rekel, kakšnih Turkov? Slovenski narod je okužen s tem, veste? Ker, pomislite, zgodba Miklova Zala, Janičar. Ker pomislite, te zgodbe, ki govorijo o tem, kako so Turki vpadali v Slovenijo, kako so odpeljali mlada dekleta in so jih potem tam imeli ujetništvo, da so rodile pač fantke, ki so potem te fantki bili potem napadalci lastnega naroda. Ali pa mehne fantke, ki so jih ugrabljali in so bili potem janičarji. Glejte, ta energija se čisti. In mora biti ne toliko v Sloveniji, kot se ta energija čisti recimo na Hrvaškem, v Bosni. Sem 100%, čeprav nimam v to nobenega vpogleda, ampak recimo, ko smo šli zadnjič v Medžugorje, smo šli potem v mesto, se zdaj ne spomnim, v glavnem, neke police so bile, se mi bo prišlo na pamet, kam smo šli, v glavnem Omiš, mesto ob obali in potem gor zadaj so pa veličastna hribovja. In tam je bila svoja republika, tako kot republika v Dubrovniku. Se pravi, svoja država in je bila poglavarjeva ali pa kneževa, knez je bil takrat, hčerka, ime je bilo Mila,
ki je sama premagala vojsko Turkov. Kaj je naredila? Stara je bila, mislim, da 17 let, šla je k poglavarju po noči Turkov in pod pretvezo, oziroma se je ljubila z njim, in potem, ko ga je zmatrala, je šla in je skladišče orožja zažgala in sebe žrtvovala, in potem so vaščani napadali in so Turke spravili na rob reke Cetinje in so cela vojska je popadala v kanjon reke Cetinje. Kakorkoli ženska, ta Mila, je žrtvovala svojo nedolžnost, svojo žensko energijo, zato da je rešila celo državo. In zdaj, če imate vi nek tak program, da moram rešiti svojo državo, moram, ne vem kva, zdaj pa tega ne rabiš več. Zdaj v tem življenju se pa ti postavljaš v svojo moč. In ta tvoja moč pomeni, da vse tisto, kar ti ne služi, rečeš ne hvala, ne hvala. Jaz pa tega ne čutim na ta način. In ko ljudje začnejo poslušati te tvoje ne hvala, so zmedeni, ker kaj ti pa je? Čak, včeraj si bila pa drugačna. Kaj je s tabo narobe? S tabo je nekaj narobe, 100%. Nekaj se dogaja, nekdo ti je spravil možgane. Kako točno vem, zakaj to gre? Ja, ker je tudi meni očitno nekdo spravil možgane, ker ko sem se začela postavljati svojo moč, prva stvar je bila, kdo ti je spravil možgane. Mogoče sem pa sem prišla k pameti. Mogoče sem pa začela razmišljati, kako se pa jaz počutam v določeni situaciji. A je meni to v redu? Ne, čakaj, tole pa zdaj ne gre skozi moj filter mojih vrednot. To pa ne bo šlo skozi. In prej sem bila tiho in potem, ko naenkrat rečeš dovolj, je pa tako vzbuda. Tako da ja. Tako da, drage dame, če čutite, da v tem trenutku vi predelujete, da kličete nazaj svojo izgubljeno moč, dobrodošli v klubu. Ja, to je kolektivno, zdaj se dogaja. In ja, za vse vas, ki vas kliče, da vam mečkam pomagam pri tem vašem čiščenju, dobrodošli v mojih programih ali posebno svetovanje, kakorkoli dobrodošli in vem, da vam lahko pomagam, ker te korake za sebe sem jaz delala 10 let nazaj. In sem prepričana, da vam lahko pomagam, ker delček poti sem sigurno že prehodila. Delček poti. Ne nam rekla, da sem svetlobna leta nekje daleč v eni galaksiji. Tukaj sem, na Zemlji. Ampak vidim, kaj se dogaja. In skozi ta leta, ko sem čistila moje karmične vzorce, od magije, prekletstev, do manipulacije, do moške zlorabe, do bednih partnerskih odnosov, do karmičnih odnosov, pač noro težko, ampak zdaj pa sem v svoji moči, ja, ker sem šla čez to. In mogoče, če se vi v štartu ustrašite tega noro težko, ja, seveda imate možnost, da se ta trenutek ustavite, pa rečete, jaz tega ne zmorem, meni je strah sprememb, je bolj varno stati tle, ampak ta energija te bo zadušila. Energije ne podpirajo več tega, veste? Ta energija te zaduši tukaj, ne moreš več dihati, dušite. Dajmo gledati še nekaj kart, potem bomo pa zaključili tale video. Pač to je bilo tisto, kar sem želela z vami deliti. Treba je poklicati nazaj svojo izgubljeno moč, ampak ne, da se postaviš nekam in kričiš, hočem nazaj svojo moč, ampak samo pritisni tipko in jo dobiš. No, dajmo pogledati, kaj pa pravijo karte prehodu v novo dobo. Kaj pravijo? Ja, nova energija, da je to. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike pred teboj je novo obdobje. Zdaj pa to poslušaj, karta je 36, se pravi, je to karta, energijo nosi 9, 9 je zaključek cikla. Sedaj se prepuščam toku življenja, zavedam, da se bo vse uredilo. Jaz. In potem ostaviš svoje ime. Sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta, v meni se pretaka mogočna sila. Naslednja.
Čas je, da si mehko bolj vesela, radostna energija. Lahko se veseliš vsakega dne, dovoljuj, da ustvarjalna energija napolni tvojega duha. Voda, morje, delfini, radost, ženska energija in zaupaj Božji hitrosti. Vse se ureja v najvišje dobro vseh. Potrpljenje, se pravi, a ne tako kot vsako seme potrebuje čas, da zraste, ti nič ti ne pomaga, da boš zraven, ko poseješ solato. Jaz sem včeraj sejala zimsko solato. In a veste, kaj sem včeraj delala? Pobirala sem drugo rundo krompirja, tako da imamo svež, ta mlad krompir. In potem sem posejala solato. In zdaj meni nič ne pomaga, da sem zraven tiste solate in sem rasti, kje je ta solata, sem jo včeraj posejala, hočem solato. Ne pomaga. Prihajali bojo hladnejši dnevi, lahko da bo kalila, ne vem, pomladi, sploh mora biti ne bo kalila, sploh nima veze. Jaz sem posejala, če bo kaj zrastel, bo zrastel, če pa ne, pač ne bo. Ampak pomeni, da dovoljujem, da se zgodi ta solata, karkoli, kar manifestiram. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja lahkotno in brez napora. Vse deluje v mojo korist, vse se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Ničesar ne morem izsiliti. Vse je tako, kot mora biti. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljujem, da pride v moje življenje to, kar mi je namenjeno. Umirjena sem. Moja nestrpnost samo zavira proces. No in ne bo to zadnje sporočilo, se pravi, zaupajte, da se bo vse uredilo. Karkoli se vam dogaja, je prav, zaupajte, bodite v miru in delajte na svoji potrpežljivosti, svojih čustvih in boste videli, vse se bo uredilo tako, kot je prav. Tako da uživajte in če vas pokliče katero teh mojih tečajev, kliknite spodaj na povezave in se vidimo tudi na drugi strani, tudi osebno. Tako da uživajte in vse dobro.